Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji iz našega studia. Pridružil se nam je župan občine Turnišče, Borut Horvat. Pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Izteka se vam pravzaprav prvi mandat, v katerem ste opravljali funkcijo župana občine Turnišče. Kakšna je ta izkušnja? 4 leta, skorajda 4 leta so že za vami. Je bilo upravljanje te funkcije podobno tistemu, kar ste si predstavljali, ko ste se pred 4 leti podali na volitve? Res je, kot ste menili, zdaj ta 4 leta se približuje pomalo proti koncu. Kot ste že me tudi vprašali, res je, nisem si predstavljal, da je toliko dejansko nalog potrebno upravljati v vlogi župana, da je dejansko toliko nalog dodatno že prenešenih na občine se strani različnih ministrstev, različnih služb. Tako da je kar naporno bilo ta 3,5 leta, oziroma zdaj že skoraj proti koncu gre 4. leto in upam, da ne bo toliko naporno tudi v bodoče. Ampak kar nekaj projektov ste izvajali, pa morda, če jih predstavite po posameznih področjih, kaj so bili pravzaprav ključni izzivi, s katerimi ste se spopadali v zadnjih skoraj 4 letih? Ja, seveda, več projektov je bilo na različnih področjih. Če malo tako po področjih naštejem, na področju infrastrukturne mobilnosti smo nekaj projektov izvajali, potem nekaj projektov je bilo dejansko preko LAS programov, se pravi, ko smo se prijavili na različne razpise, da smo pridobili dodatna sredstva iz različnih razpisov, potem na področju varstva otrok in mladostnikov, potem na področju športa, na področju tudi različnih dejavnosti za društva, kot tudi infrastrukturni objekti, čisti infrastrukturni objekti, kateri so nekaj zdaj že v teku, oziroma so še v teku, nekaj pa je bilo tudi zgrajenih že tekom teh 3,5 let. Kar nekaj torej nalog, pa tudi hkrati projektov. Koliko menite, da pri tem občinam ob strani stoji država? Nekaj sprememb je bilo v zadnjih letih glede povprečnine, ki jo občine prejemajo. Tudi v teh zadnjih tednih so se občine pogajale pravzaprav z vlado o višini povprečnine. Za nas splošno, če premenjamo vsa 4 leta, oziroma vsa 3,5 leta, ne sledi dejansko višina povprečnine stroškom, povečanjem stroškov po posameznih področjih na občinah. Sami pač vemo, da moramo dejansko določene stroške pokrivati, ki so zakonsko predpisani, in nemalokrat se potem z različnimi vladami, da sem v tem obdobju 3,5 let dejansko dal skozi 3 vlade, 3 vladne ekipe, in da ne sledijo, se pravi, ta povišanje povprečnine dejansko tudi potem vsem potrebam, ki jih moramo že tako ali tako po zakonu izpolnjevati občine. Tako da nemalokrat se zgodi, da potem sredstva, ki jih imamo dejansko rezervirana za investicije, porabljam tudi za sprotno tekočo porabo. Zdaj, v zadnjem letu nas seveda pesti kot vse ostala podjetja, kot tudi vse ostale javne zavode, enormno povišanje energentov, se pravi cen električne energije in pa ogrevanja, se pravi plin in drugi energenti, kar dejansko najbolj se pozna tudi pri vseh, vseh javnih zavodih, ki jih imamo v občini, kot tudi same občine na splošno. Vendar pa ste se lotili precej obsežnega projekta, to je rekonstrukcija čistilne naprave. Več kot 3 milijone je vreden ta projekt. Pogodba je bila podpisana pred nekaj meseci. Zdaj v zadnjih tednih pa se že precej vidi napredek del, za zdaj predvsem rušitve starega objekta čistilne naprave. Na kratko, morda najprej za začetek, kaj je pravzaprav ključen razlog, da ste pristopili k rekonstrukciji čistilne naprave? Ključen razlog je v dotrajanosti obstoječe čistilne naprave in pa potem tudi povečanje moči te čistilne naprave, pač glede na vse razmere v teh 3,5 letih, kar smo dejansko tudi uresničili, kar smo obljubili pred volitvami, se pravi, da se dejansko gradijo nova stanovanja in pa tudi gospodarska cona, da se bo širila in zapolnjevala, smo potem tudi dejansko omogočili, da se osebe oziroma da se ljudje vračajo v občino Turnišče, pa tudi potem, da dejansko sami podjetniki vidijo potencial v sami občini Turnišče. Kot glavni razlog je pa dejansko ta dotrajanost, se pravi, nismo več zadostovali okoljevarstvenim standardom in normativom, tako da smo dejansko že bili prisiljeni pričeti z samo sanacijo oziroma rekonstrukcijo. Zdaj, kot ste že menili, je bila pogodba podpisana v mesecu maju, izbrano je bilo podjetje Esotech Velenje, ki dejansko je sedaj pričelo tudi z svojimi podizvajalci, seveda z rušitvenimi deli. Žal ta rušitvena dela malo potekajo počasi, verjetno po občutku občanov in občank, vendar je potrebno biti zelo previden pri teh rušitvenih delih, ker dejansko celotna čistilna naprava še vedno v funkciji in po fazah se bo dejansko potem tudi,
priklapljalo dejansko te nove dele čistilne naprave v funkcijo in ko bo enkrat zgrajeno dejansko tisti prvi del te nove čistilne naprave, potem bo dejansko ta stara čistilna naprava komplet odklopljena iz sistema. Tako veliki posegi se pravzaprav ne dogajajo vsako leto na določeno obdobje, pa če poskušamo biti čim bolj konkretna, kako dolgo bo ta nova tehnologija, ki bo vgrajena v čistilno napravo, zdržala in, kot ste prej dejali, omogočila nadaljnji razvoj občine, tudi nove vračanje torej, mladih nazaj v občino, pa tudi razvoj gospodarstva? Za garancijo na samo izvedbo je 30 let, upamo pa vsaj, da bo kakih 10-20 let še naprej delovala in da ne bo potrebno posegati bistveno v njo, seveda ob pogoju, da se ne bodo spet spremenili kakšne okoljevarstvene zahteve, pogoji, takrat bo pa potrebno tudi to nadgrajevati. Žal na to ne moremo vplivati, odvisni pač od zakonodajalcev, ki sprejemajo določene standarde, vendar je pa to, bo rekel, korak naprej v tehnologiji, se pravi, dejansko gremo časovno, z sodobno, bo rekel, znanostjo naprej, tako da bo ta čistilna naprava potem tudi neko garancijo pomenila za naprej, za našo občino, tudi za naše občanke, občane, da bomo lahko zadostovili vsem tem okoljevarstvenim potrebam, pa tudi, kot sem že prej omenil, kot ste tudi sami povedali, dejansko bo omogočilo tudi, da se lahko potem priklopijo na to čistilno napravo tudi več gospodinjstev in pa tudi večji zaposlovalci v občini, kot tudi celotna gospodarska cona bo potem na to čistilno napravo lahko vezana. Vsi ti razlogi so bili očitno dovolj, da ste s projektom prepričali tudi državo, ki je obljubila oziroma napovedala sofinanciranje. Kakšno bo to sofinanciranje in kako daleč so vsi postopki, da bo dejansko tudi realizirano? Na podlagi sklepa vlade v mesecu aprilu je bilo potrjeno sofinanciranje v višini 1,7 milijona evrov. Se pravi, tudi ko smo to dejansko dobili, smo lahko zaprli finančno konstrukcijo. Nekako sedaj smo v fazi podpisa pogodbe. Žal ob zamenjavi vlade se tudi ti postopki so malo zaustavili, tako da zdaj čakamo, da nam posreduje dejansko pogodbo v podpis, da lahko potem uveljavljamo tisti prvi znesek, se pravi v letu 2022 v višini 700 tisoč evrov in pa v naslednjem letu, se pravi 2023 v višini 1 milijona evrov. Zdaj razliko smo zapolnili z dolgoročnim kreditom, se pravi 1 milijon evrov smo dejansko najeli kredita, ki ga bomo sedaj sproti porabljali, se pravi za plačilo izvajalcev in pa potem v razliki, se pravi nekako še okrog 500 tisoč do 600 tisoč pa bomo zagotovili z lastnega proračuna, se pravi ravno iz te povprečnine, ko smo se prej pogočavali, zato tudi pač smo si želeli še tudi za letošnje leto, da se povprečnina dejansko uskladi z rastjo življenjskih stroškov, se pravi temi 10-11%, je pa dosti manjše povečanje sedaj vlada predvidela v proračunih za leto 2023 in za 2024. Še na kratko, mogoče kdaj pričakujete torej, da se bo tam projekt zaključil in bo nova čistilna oziroma rekonstruirana čistilna naprava tudi delovala in zadnje, kar je tudi namen, skrbela za čistejše okolje, torej da odpadne vode ne bodo onesnažene, spuščene nazaj v naravo? Zdaj po načrtih oziroma rokih izvajalca bo nekako proti koncu februarja, začetku marca že prvi preskok narejen, da bo dejansko zaživela ta nova tehnologija delno, tem, ko je konec planiran 31.5.2022 in potem še sledi eno leto poskusnega obratovanja, kjer ga zagotavlja dejansko ta izbrani naročnik. Jaz upam, da bodo vse normalno dobave potekale, kot je bilo planirano. Žal tudi tukaj vidimo, da se na vseh projektih skoraj problem dobave in gradnje različnih materialov. Moram vedeti, da je tukaj dosti te visoke tehnološke opreme, katera bo vgrajena in dejansko so tudi izvajalci odvisni od dobav, od same proizvodnje, se pravi teh, ki to opremo delajo. Še en večji projekt, ki je bil že sofinanciran strani države, je tudi infrastruktura v gospodarski coni. Kaj vse je bilo tam postorjenega in kakšna je bila vrednost del? Zdaj dejansko smo dela dokončali že v lanskem letu. Žal nismo mogli tistega drugega dela zahtevka podati na ministrstvo, ker so dela bila dejansko do konca leta dokončana. V sklopu tega je bila urejena dejansko cesta do gospodarske cone, urejen priključek na to gospodarsko cono. Zdaj, kot ste že večkrat poročali, to dejansko večino parcel v tej gospodarski coni zakupil en potencialni graditelj, oziroma moramo tako povedati, da dejansko je tudi vložil že gradbeno dovoljenje. Vse skupaj se nam je malo zaustavilo glede pridobivanja soglasja za priključitev na električno omrežje. Se pravi, žal trenutno ni možno zagotoviti, da bi imel 5 MW moči, kar tudi z Elektromarjemo intenzivno rešujemo. Nekako čakamo na ta ljubi daljnovod Lendava-Murska Sobota, da tudi ta severni del prek Murja oziroma Dolinskega poveže potem v elektroenergetsko mrežo.
Zdaj, kot ste premenili, je vrednost projekta okrog 300 000 evrov, se pravi prvi del zahtevka smo dejansko že od Ministrstva za gospodarstvo in razvoj in tehnologijo prejeli. Zdaj v tem mesecu smo pa tudi podali drugi del zahtevka in upam, da bo do konca meseca tudi ta drugi del prišel dejansko potem na račun občine, se pravi to sofinanciranje. Omenili ste novega potencialnega investitorja, vendarle pa na tem obstoječem območju že deluje nekaj podjetij, tudi kar nekaj delovnih mest se zagotavlja in ta obstoječe podjetje tudi širijo svojo dejavnost. Ja, kot ste že omenili, dejansko to podjetje je pričelo v letošnjem letu z večjo investicijo, se pravi z dograditvijo silosov in pa tudi z dejansko ostalih potrebnih spremljajočih objektov. Upamo, da se bo tudi to podjetje nadalje še širilo, kar tudi izraža veliki potencial in interes. Seveda je to odvisno spet od sprejemanja dejansko prostorske zakonodaje, ki dejansko smo začeli s tem mandatom jo udejanjiti, se pravi občinski prostorski načrt. Tudi tukaj so postopki, moram reči, kar dolgotrajni. Moram reči, da me v teh 3,5 letih je marsikaj presenetilo, ampak toliko, kot me pri okoljskih zakonodajah presenetilo, me do zdaj še nič ni presenetilo. Moti me predvsem to, da v sklopu enega ministrstva več služb različno odloča, kar poskušamo vedno opozarjati vse vlade, ki so do sedaj bile, da naj te postopke poenotijo, ker si želimo seveda, če ima interes ta gospodarstvenik, oziroma ta investitor, da to zgradi, da se potem tudi omogoči, da to gradi. Sicer pa v občini deluje kar nekaj večjih zaposlovalcev. V kakšni kondiciji je pravzaprav gospodarstvo v občini Turnišče? Ja, jaz po zadnjih statističnih podatkih ocenjujem, da je v dobri kondiciji. Upam, da ne bo preveč vplivala ta kriza, ki se sedaj dogaja, se pravi elektroenergetska kriza, na samo delovanje teh društev. Zdaj, če lahko te največje omenim, se pravi nekako po številu zaposlenih je največje podjetje Zavod Pravica, ki se ukvarja s osebno asistenco, potem sledi podjetje Planika, se pravi tovarna Planika, ki tudi deluje večinoma na zahodnem trgu, se pravi zahodnoevropskem trgu z visoko kvalitetnimi izdelki, z visoko dodano vrednostjo, potem seveda Paradajz oziroma Lušt, ki je prepoznaven tako v Sloveniji na splošno po vseh krajih, in pa še omenim tega v gospodarski coni, se pravi podjetje Agrokor, se pravi to so zaposlovalci, ki nekako več kot 50 ljudi zaposlujejo, je pa še tudi ogromno manjših zaposlovalcev, ki tudi doprinesejo k temu, uspešnemu delovanju same občine. Kar se potem tudi kaže v povprečnini, se pravi del povprečnine se tudi izračuna skozi dohodnino, se pravi vračilo dohodnine nazaj občini, in moram povedati, da kar po zadnjih podatkih, preliminarnih podatkih za leto 2023-2024 dobimo spet manjši delež te dohodnine zaradi ravno te račun razvitosti. Sicer pa se, če se ne motim, v kratkem obeta v občini Turnišče, konkretno v Renkovcih, tako imenovani zaposlitveni center, ki bo omogočal tudi zaposlitve za dolgotrajno brezposelne oziroma za druge ranljive skupine. Ja, moram povedati, da je začelo delovati v tem mandatu v podjetje Zavod oziroma Zavod Trs v Renkovcih. Sam namen je bil že od vsega začetka, da se spostavi socialno podjetje. Ravno zaradi teh postopkov, ki se jim prej omenjal na različnih ministrstvih, je to kar nekaj časa trajalo. Moram povedati, da smo v prejšnjem mesecu bili obveščeni, da je uspešno bila vloga dejansko izpolnjena, oziroma da je dejansko podjetje pridobilo tudi ta status socialnega podjetja. Tudi moram povedati, da se je to podjetje specializiralo tudi za tiste, bolj gastronomske zadeve, kar me zelo veseli, da lahko tudi nadgrajuje in ponudbo. Moram imeti tudi, da je prejšnji teden bila tudi otvoritev hiše Gibanice, se pravi tako prekmurske tradicionalne gibanice, kot tudi prleške, ki jo bodo sedaj ponujali tudi na trgu. Tudi sodelujejo z znanimi, priznanimi kuharji, in me tudi veseli, da bo ta populacija, se pravi v tem podjetju, lahko se zaposlila, da bomo neko dodano vrednost, dodano kakovo življenje lahko ponudili tudi našim občankam in občanom, ki mogoče imajo kakšne zdravstvene težave, pa ne morejo se redno zaposliti. Povejva še nekaj o drugih projektih, ki so sicer morda manjši in se nanašajo predvsem na rekonstrukcijo, ampak vendarle verjetno prispevajo k višji kvaliteti življenja v občini. Trenutno poteka tudi prenova zgradbe zdravstvene postaje. Kaj se tam delate in v kakšen obsegu pravzaprav zdravstvena postaja v Turnišču deluje? Moram povedati, da smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za zdravje, pridobili sredstva v višini 146 000, se pravi sofinanciranja za zdravstveno postajo Turnišče, se pravi dejansko prenavljamo več kot polovico zdravstvene postaje. Moram povedati, da smo že v tem mandatu prenovili zobozdravstveno ambulanto, potem čakalnico in nekako potem ta preostanek zdravstvene postaje sedaj urejamo, se pravi od prostorov za laboratorij, potem sestrske sobe in potem 2 ordinacij, se pravi načrtujemo, da bosta 2 ordinaciji splošne medicine in pa potem tudi, da bo referenčna ambulanta ostala pri nas.
tako da ta sever, se pravi bolj vzhodni del, bo obnovljen v celoti. Tako bo tudi pripravljen potem sam prostor za, bom rekel, za 2 zdravnika. Jaz upam, da bo potem tudi temu našemu gradbenemu posegu sledilo zdravstveni dom Lendava in zagotovilo še drug zdravstveni tim v Turnišču, da bomo potem lahko tudi zagotovili zdravstveno skrbo vsem občankam in občanom. Zdaj, poleg tega smo se pa tudi odločili, da še uredimo parkirišče pred samo stavbo oziroma zdravstveno postajo. Ugotavljali smo, da je na splošno problem v občini Turnišče glede parkirišč. Nikjer ni zadosti parkirišč, ob pojavu, se pravi, teh sodobnih prevoznih sredstev je potrebno tudi razmišljati malo naprej, elektrifikacije in podobne zadeve, tako da tudi tukaj se načrtuje, da bi v bodočnosti se potem elektropostaja oziroma elektropolnilna postaja postavila. Za izvajalca sta različna, to mogoče tudi občanke in občani že takoj opazijo, ko se zapeljejo mimo. Zato si tu moram tudi povedati, da dejansko se upravičujem vsem, pač malo dotežen dostop je do lekarne in zobozdravstvene ambulante, ampak kljub temu smo zagotovili, da obstaja, da deluje lekarna in zobozdravstvena ambulanta. Tudi samo zdravnico splošne medicine pa smo preselili v večnamenski objekt, ki smo ga že delno prevedli vrtec, en del pa smo dejansko zdaj namenili začasno, da tudi naše občanke in občani lahko dostopajo do zdravstvenih storitev. Zdaj moram povedati, da je nekako v načrtu, da bo parkirišče dokončano do 21.10. Se pravi, takrat bodo zaključena vsa dela in pa zdravstvena postaja nekako do 30.11. S tem, da pri zdravstveni postaji je malo več težav glede ravno teh dobav, materialov. Jaz upam, da bo investitor oziroma izvajalec uspel pridobiti vsa gradbene materiale, da bo lahko tudi te vgradil. Omenili ste že torej večnamenski center in tamkajšnjo rekonstrukcijo nekaterih prostorov, ki so zdaj v funkciji igralnice za turniški vrtec. Kakšen projekt je bil to, kaj vse ste tam naredili? Dejansko smo tam 2 igralnici pridobili na novo, se pravi prostore, garderobne prostore, eno manjšo pisarno za svetovalno delavko in pa povezali, se pravi, vrtec, stavbo vrtca z večnamenskim objektom. Sicer govorimo še o večnamenskem objektu, ampak v bodoče, ko bo tudi ta del, ko je sedaj zdravnica dejansko tam gostuje, namenjen igralnici, bo potem spodnji prostor dejansko se vrtec. Kljub temu, ko smo šli v večji poseg, se pravi pridobitev večnamenskega prostora in 2 igralnic dodatnih, pa smo tudi vlagali v obstoječi vrtec, se pravi tam smo naredili dejansko sanitarije, v najmlajših starostnih skupinah, potem v srednjih starostnih skupinah sanitarije uredili, prenovili dejansko tudi pode oziroma tla v vseh igralnicah, seveda nekaj še ostalo za naprej, da bo potrebno urejati. Nekako v načrtu pa je tudi potem ta, ko sem že premenil, da se tudi ta prostor, ki ga sedaj namenjamo za zdravnico splošne medicine, preuredi še v eno dodatno igralnico, prav zaradi tega, ker pač pričakujemo povečanje vpisa števila otrok, oziroma da se tudi izboljšajo pogoji sami za naše otroke, ki so naša bodočnost. Hkrati pa je dejavnost fitnesa, ki je prej delovala v teh prostorih večnamenskega centra, tudi našla nove prostore in sicer v objektu nekdanje stavbe, tako ga imenujete domačini, Rodovita. Tako je, nekako je to bil prvi pogoj, da smo lahko potem tu spostavili tudi vrtec v prostorih nekdanjega fitnesa. Moram povedati, da je fitnes na tej lokaciji kar zaživel. Zdaj, ko opažam, ko dejansko občina je blizu, je kar precej obiska, nekako smo potem tudi na željo samega najemnika preselili sam fitnes v zgornje prostore, medtem ko smo spodnje prostore pustili za vadbe, tako da tudi omogoča najemnik dejansko skupinske vadbe, popoldan, zvečer in moram reči, kar precej vidim, da je kar obiskan ta fitnes. Na tistem območju, nekdanje zadruge, če tako rečeva, pa sicer že načrtujete tudi dodatne projekte, tam naj bi svoj prostor našli športniki, kulturniki, predvsem pa gasilci. Ja, tako je, pridobljeno je že pravnomočno gradbeno dovoljenje, seveda čakamo sedaj, da dokončamo ta 2 večja projekta, se pravi zdravstveno postajo in pa čistilno napravo. Nekako je to že načrt za naprej, da bi se potem lotili gasilskega doma, se pravi dejansko celotna stavba zajema, ko se že prej omenili gasilski dom, potem športni del in pa potem kulturni del, se pravi nekako, da pridobimo v Turnišču neko manjšo kulturno dvorano, kjer se bodo lahko izvajale vse prireditve oziroma da bo tudi to kulturno dvorano lahko najemali potem občanke in občani za različna praznovanja slavja. Jaz upam, da bo dejansko čistilna naprava, kot sem že prej omenil, dokončana v letu 2023, se pravi tisti večinski del, se pravi, da bomo tudi lahko potem zaprli finančno konstrukcijo do konca, se pravi ravno ta pogodba o sofinanciranju je ta, ki je vprašaj, da potem lahko že bi nekako v konc leta 2023 pričeli z prvimi gradbenimi deli.
Zato moram povedati, da je tu faznost gradnje, se pravi, nekako smo razdelili na 3 sklope, se pravi, postopoma se gradi. Prvo bi šlo v gradnjo, se pravi, gasilski dom, prav zaradi potreb našega osrednjega gasilskega društva, ki sedaj na 3-4 lokacijah gostuje, ima tudi vse opremo, da nekako potem tudi njim zagotovimo tiste prepotrebne prostore. Obenem pa potem s to zagotovitvijo tudi teh prostorov lahko potem razvijamo kulturni del, se pravi druga faza, in pa športni del, in pa potem dokončanje 3. faze, ko se dejansko ta 2 objekta s preomenjenim fitnessom povežeta, da potem neko celoto potem dobimo tukaj neko vaško jadro, da se potem tudi lahko odvijajo na tem prostoru določene prireditve. Že v uvodu samem ste med eno izmed prioritet izpostavili tudi mobilnost, prometno infrastrukturo. Tukaj so se predvsem v zadnjem mandatu gradile kolesarske steze. Turnišče Renkovci, od Renkovec potem pa tudi do objekta Lušt, od Turnišča proti Dobrovniku, tudi od Gomilice v smeri proti občini Črenšovci. Kako pomembne so te kolesarske povezave za občane, pa navsezadnje tudi morda za turiste? Vsekakor so pomembne tako za naše občane, kot tudi za turiste. S tem, ko dejansko izboljšujemo varnost, ko umikamo kolesarje iz cest na kolesarske steze, pripomoremo k sami varnosti, k samemu povezljivosti. Zdaj moram pač povedati, da dejansko se da priti z vsakega kraja občine v drug kraj po kolesarski stezi. Sedaj nadgradnjo se želimo, da še povežemo sosednjimi občinami. Se pravi, s prvo občino že imamo povezavo, oziroma z 2 občinami že imamo povezavo, in sicer z Dobrovnikom, kar je dejansko bilo dograjeno letos, se pravi del na drugi strani, ki spada pod občino Dobrovnik, je bil dokončan ravno prejšnji mesec, medtem ko je naš del že bil v lanskem letu dokončan. Prav tako je bilo dokončano že v letu 2019 povezavo do Velike Polane, se pravi v sklopu rekonstrukcije državne ceste, in pa mi smo pa dejansko pristopili gradnji do zaselka, romskega zaselka v Gomilicah. Želimo si, da bi se ta dejansko povezala do Črenšovce, kar že načrti obstajajo. Tako da direkcija upam, da bo čim prej pristopila tudi k izbiri izvajalca in potem tudi gradnje te manjko večje kolesarske povezave. Potem v Renkovcih, ko ste omenili, prvo smo mi zgradili do podjetja Lušt, nekako načrt, oziroma pobudo smo tudi že dali dejansko že vsi 3 župani Dobrovnika, mene kot Turnišča in pa Beltinec, da bi se spostavila kolesarska povezava iz Dobrovnika v Renkovce in pa z Renkovec v Gančane in potem naprej v Beltince. Zdaj, kot smo že dali tudi obvestilo, dejansko projektna naloga je bila sprejeta za kolesarsko povezavo Renkovci-Dobrovnik, tako da jaz upam, da bo nekako v drugem letu se pričelo intenzivno delati na tej kolesarski povezavi in da bi do konca leta naslednjega tudi pričeli z gradnjo. Seveda je to odvisno od Direkcije Republike Slovenije za ceste, kdaj bo dejansko pristopila k gradnji. Nekako želimo si še tudi sedaj, da bi sprejeli projektno nalogo, oziroma pripravili projektno nalogo proti Beltincem, oziroma Gančanom. Nekako na zalogi pa še imamo en projekt, se pravi, to je povezava strani Gomilic v Lipo, kjer že načrti so in dejansko čakamo na to finančno perspektivo, ki je sedaj v teku, da bi nekako potem preko dogovora za razvoj regij tudi dejansko to povezali. S tem bi nekako povezavo naredili. Je pa tudi pobuda, moram povedati spet z druge strani, se pravi občine Turnišče, Dobrovnika, Lendave, da bi še povezali kolesarske povezave dejansko ob lokalni cesti, se pravi Turnišče, Genterovci, nekako, da bi tudi potem v sklopu tega rekonstruirali to cesto, saj sedaj občani občanke dejansko vidijo, da je ta cesta res na kao Dobrovnik zelo slabem stanju. Nekako mi smo en del zraven s to investicijo v gospodarsko cono že rešili, seveda bomo tudi vnaprej posvečali pozornost, da se dejansko na našem področju uredi ta lokalna cesta. Želeli pa bi, da tudi država pristopi k temu in tudi ob cesti naredimo varno kolesarsko povezavo do Genterovec in naprej do Lendave. Sicer pa ste se s kolesarstvom ukvarjali tudi v sklopu tako imenovanega LAS projekta, oziroma se še vedno ukvarjate, ker je projekt še aktualen. To je projekt kolesarska veriga na podeželju. Tukaj je v bistvu se občina Turnišče oziroma konkretno Turnišče vključilo v nek sistem souporabe koles. Tako je, dejansko na parkirišču pred cerkvijo oziroma preko cerkve smo takrat pristopili k temu projektu kolesarske verige na podeželju. Se pravi, gre za sveslovenski projekt različnih LAS-ov, se pravi lokalnih akcijskih skupin. Nekako smo mi potem pristopili takoj k temu, seveda zainteresirani smo takoj bili k temu in smo nekako v tem sklopu nabavili 5 koles, se pravi, ki jih je možno si izposobiti, tega sta 2 električni, medtem ko so 3 navadna kolesa. Zdaj, če se mimo peljamo, vidimo, da dejansko kolesa krožijo, ker smo vključeni v dejansko celoten ta Pomurje bike
po novem, kjer sta vključena dejansko tudi dolenjski bicikli, kar je ta naš projekt bil, potem soboški bicikli in pa prleški bicikli. Nekako pa se tudi načrtuje, oziroma želimo si, da bi se povezali v vse slovenski projekt, da bi to bilo Slovenija Bike, nekako naziv tega, da bi lahko si na primer v Turnišči sposodil to kolo, pa ga kjerkoli vrnil. Zdaj ga lahko, se pravi, občanke in občani se lahko registrirajo na spletni strani mobilen.n in se potem uporabljajo to kolo, si ga sposodijo in ga potem po določenem času vrnejo nazaj. Kar nekaj drugih projektov je bilo tudi realiziranih v zadnjem obdobju z okviru te lokalne akcijske skupine Pri dobrih ljudeh, ki deluje tudi na območju turniške občine. To so projekti Skrbna skupnost za skupen razvoj, šport za vse generacije, Odkrij nas, luštna tržnica. Kaj so bili pravzaprav tisti ključni rezultati teh vseh projektov? Zdaj, če začnem pri prvem projektu, ki smo se ga lotili, se pravi, nekako po obdobju smo si zadali, da vsako leto vsaj en projekt pridobimo ali vsaj v enem projektu sodelujemo, ki je financiran, se pravi, iz lokalnih akcijskih skupin, ki je tudi sofinanciran z sredstev Evropske unije. Nekako so to dodatna sredstva, ki jih pridobimo v proračun, poleg te povprečne, ki jo dobimo. In če zdaj začnem prvem skrbna, oziroma pri šport za vse generacije, smo pridobili dejansko 2 fitness napravi na prostem, potem še z lastnih sredstev dokupili še 2 fitness naprave in pa za naše strelsko društvo, ki je tudi mednarodno priznano, tudi na mednarodnih tekmovanjih doseglo uspehe, nabavili elektronske tarče, oziroma nakupili elektronske tarče, ki jim seveda pomagajo tako pri izvedbi tekmovanj, kot tudi pri samih treningih. Zdaj, drugi takšni večji je bil Skrbna skupnost za skupen razvoj, kjer smo nekako Polonščikovi domačiji nekako vdahnili, bomo rekel, namen, ker ni zaživela kot dejansko ta center za starejše, smo nekako potem pristopili k tam, da se rodi dejansko dvorišče in pa spostavi dvostezno balenišče, ki moram reči, da zdaj deluje. Že par tekmovanj so dejansko društvo upokojencev imelo na tem. Zdaj sami v stavbi Polonščikove domačije smo vdahnili tudi nov namen, ko smo dejansko 2 društvi preselili fizično tam, tretje društvo ga še pa to uporablja, se pravi, to je društvo upokojencev Turnišče in kolesarski klub Varaški Šujstri, imajo tam svoje prostore, medtem ko društvo kmetijstva pa dejansko uporablja tudi kuhinjo. In pa zdaj ta zadnja 2 projekta, ko sta bila, se pravi, luštna tržnica, tu smo se nekako odločili, da glede na to, da pač je bil postopek vzpostavitve, oziroma v prejšnjem mandatu, da bi nekako ta tržnica bila pri cerkvi, ni zaživela, moram povedati, niti se nismo odločili, da bi sedaj preko cerkve, se pravi, na samem parkirišču vzpostavili to tržnico, rajši smo šli, se pravi, z luštom skupaj v en projekt, kjer smo dejansko preko tega projekta tudi pridobili določena sredstva, nabavili, se pravi, stojnice in si ustvarili možnost, da se pri luštu v okviru njihovih luštnih tržnic predstavljajo naši domači pridelovalci, oziroma da ti pridelovalci potem imajo možnosti, kje prodajati to hrano. Moram povedati, da smo poleg tega tudi dali določen poudarek na temo, da jih pač dejansko te domače pridelovalce vključujemo v različne sheme, se pravi vrtec, šola, nekako izpodbujamo, da tiste korake prve naredijo, da se registrirajo, da potem tudi lahko prodajo. Namen, se pravi, tega projekta je bil, da spodbudimo domačo pridelavo, predvsem v luči te krize, ko je bila, kupuj lokalno, domače, bolj zdravo. Nekako potem nadaljevanje tega projekta pa bil zdaj ta zadnji projekt, se pravi Zipline vinarjem, kjer sodelujemo z občino Lendava in z ostalimi občinami, kjer spet sodelujemo bolj z turistično ponudbo, z predstavitvijo naše občine na dejansko stolpu in pa Ziplineu. Medtem ko naš projekt, ker ga smo pa potem začeli izvajati v lanskem letu že in zdaj letos dokončujemo, je pa Odkrij nas. Se pravi, v okviru tega pa bomo spostavili dejansko en objekt TIC, se pravi preko cerkve, kjer bo tudi možnost lokalnih ponudnikov, da bodo ponujali svojo hrano, se pravi, nabavili smo prodajni avtomat. Poleg tega pa tudi na tistem delu še v nadaljevanju načrtujemo še vzpostavitev parkirišča, dodatnega parkirišča, ker smo že odkupili parcelo, nekako potem ta del zaključiti, želimo zaključiti, da bo tam nekako vstopna točka v Turnišče, prav zaradi te mobilnosti, se pravi te e-koles, da potem ljudje parkirajo in po Turnišču se lahko potem odpeljejo s kolesom. Poleg tega v tem TIC-u, bomo rekel, pridobijo informacije o naših ponudnikih, lokalnih ponudnikih, o lokalni ponudbi kulturnih dejavnosti, ki se izvajajo v občini in pa pri prodajnem avtomatu seveda nekaj tudi dobrega za na pot kupijo. Kot ste že prej omenili, oziroma ko smo se pogovarjali o čistilni napravi, smo govorili tudi o tem, da bo nova čistilna naprava oziroma rekonstruirana omogočila tudi dodatno priseljevanje.
In tukaj se nekatere korake že dogajajo, se pravi investitorji, zasebni investitorji v Turnišču že gradijo nova stanovanja. Tako je, zato je naselje Pasike, se pravi, tukaj je bilo načrtovanih 42 stanovanjskih enot, zdaj prvi investitor je že začel z gradnjo, oziroma že dejansko so 4 objekti zgrajene, zdaj 2 bosta po mojih podatkih vseljiva tekom tega meseca oziroma naslednji mesec, nekako 6 objektov je to po 4 stanovanji, mi smo dejansko pristopili potem k investiciji v cesto, se pravi v ulico, nekako želimo si, da bi teh investitorjev še bilo več, zato smo tudi pripravili neke zanimive parcele, katere bi bile za investitorje, nekaj seveda so v naši lasti, nekaj so v privatni lasti, tam poskušamo spostaviti kontakt, tako da tudi po vseh ostalih vaseh nekako ocenjujemo, oziroma iz podatkov, ki dejansko se razpolagamo, vidimo, da je kar precej ljudi pristopilo gradnje, tudi veseli nas, da se te starejše hiše odkupujejo in se obnavljajo, oziroma se spostavijo novogradnje. Nekako bom pa rekel tudi apel napram Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da pospešijo postopke pridobivanja vseh dovoljenj za občinski prostorski načrt, ker tudi tam pa načrtujemo določene še širitve, kjer bo tudi možnost še poselitve, pač v okviru možnosti oziroma soglasij, ki nam jih dajo ta 2 soglasjedajalca. Dotakniva se še mlajših občanov občine Turnišče. Ti so bili predvsem študentje v preteklih letih že deležni nagrajevanj oziroma spodbud pod napredovanje v višji letnik na svoji študijski poti. Odločili pa ste se tudi zdaj za javni razpis za podelitev štipendije občine Turnišče. Ja, v teku je dejansko javni razpis za podelitev štipendije. Zdaj vsi zainteresirani najdejo vse obrazce oziroma vloge na naši spletni strani. Moram povedati, da tudi vse, kar se dogaja v občini Turnišče, se najde na naši spletni strani, poleg tega mesečnega Varaški list in potem celoletnega Varaški glas, in se lahko potem tudi tam informirajo. Zdaj pobuda je bila strani mladih posredovana nam in pa tudi občinskih svetnikov in svetnic, da bi tudi mi se vključili v dejansko to shemo štipendiranja, nekako ponujali možnost našim študentkam in študentom, da mogoče pridobijo tisto minimalno štipendijo, ki jim bo seveda pa tudi pomagala določene stroške se pravi pokriti. Tako smo se odločili, da lahko najmanj 4 štipendije razpišemo v posameznem študijskem letu, tudi to smo letos. Je pa še ena novost v samem temu, v pravilniku, da lahko potem tudi župan, kolikor razpolagamo z večjimi sredstvi, tudi dodatno še pred razpisom se odloči, koliko teh štipendij bomo podelili. Zdaj, kot ste že prej omenili, tudi denarne nagrade za študente še vedno obstajajo, še vedno je ta pravilnik. Načrtujemo ga tudi, da bi ga v bodočnosti malo nadgradili, se pravi zneski, ki so noter, so dejansko še več kot 7-8 let iste in bi nekako potem z rastjo življenjskih stroškov tudi to prilagodili. Poleg tega smo 2-krat povečali tudi s sklepom na denarno nagrado za novorojence. Če bodo razmere dopuščale, bomo seveda tudi to nadgradili, dejansko nekako pokrivali te nepredvidene stroške, da dejansko tudi te nagrade potem zvišujemo. Sami vrtcu poskušamo biti čim bolj racionalni, da ne potem mladih družin ne obremenimo dodatno. Zato tudi dejansko zadnja 2 meseca, se pravi tistim otrokom, ki prihajajo v šolo, tudi mi krijemo, da jih lahko starši izpišejo, mi pokrijemo dejansko tisti izpad potem v vrtcu. Pa potem še drugih takih manjših stvari je, ki se naberajo skozi celotno leto. Naprimer za mlade družine subvencioniramo oziroma 5 let jih lahko oprostimo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, kar tudi predlagam, da si kar mlade družine to poišče na naši spletni strani, dajo vloge in potem jih tudi pustimo. Je to manjši znesek, ampak dobrodošel za vsako družino. Vsak potem gleda tudi na posamezno stroške v družinskem proračunu. Zdaj, po nekaj letih, ki so bila zaznamovana zaradi epidemije, so se v zadnjih mesecih vendarle v občini zgodili tudi dogodki, večji in manjši. Navsezadnje 15. avgusta je Turnišče znova obiskala več tisoč glava množica, pa tudi v zadnjih tednih se dogajanje odvija. Ja, poleg omenjenega že 15. avgusta smo tudi 9.10. izvedli Ferencovo Senje. Nekako strmimo k temu, da je dejansko ta največja prireditev okrog 15. avgusta, bo rekel, malo večja kramarski sejem, tudi spremljajočih dogodkih, se pravi Varaške noči, ki jo pripravljamo skupaj z nogometnim klubom Turnišče.
Zdaj letos smo tudi izvedli srečanje upokojencev, takrat prvič, se pravi, nekako nam je uspelo, oziroma za letos smo že bili drugič, da se popravim, nekako prvo leto so bile bolj tiste poporodne težave, sedaj je že bilo več upokojencev, želim se, da bo vsako leto to več, da bo to postala tradicionalna prireditev. Nekako zdaj v sklopu Ferenc Gosenje pa bolj poudarek na lokalnih obrteh, na lokalnih ponudnikih različnih stvari, se pravi tako hrane, predmetov, kajkoli. Tudi te potem spodbujamo, da se predstavijo na našem Ferencevem senju. En dan prej pa smo letos prvič uvedli tudi novost, dan cehov. Nekako bomo tudi ta dan poskušali, upam vsaj, da bo tudi to zaživelo, da bo to letos je že živelo, da bo tudi v bodoče čedalje več udeležencev, da nekako se tudi zahvalimo, saj naša občina dejansko je poznala tudi občinski praznike po prvi omembi, dejansko v cerkvi Marije v Nebovzete, oziroma takrat je še bila Marija pod Logom, Marija na pustinji, in nekako je tudi naša fara oziroma cerkev oziroma občina poznala tudi po tradicionalnih cehih, ki so delovali skozi stoletja, ki so tudi pridobili potrdilo strani cesarice Marije Terezije, kar tudi dejansko faksimile hranimo v ognjevarni omari v moji pisarni, prav tako pa so tudi dokumenti še v arhivu v Budimpešti, ker takrat pač vemo, da je naš del spadal pod ogrski del monarhije, Avstro-Ogrske, in upam, da se bo ta tradicija tudi nadalje zaživela. Nekako v okrog 15. avgusta se bomo zahvalili pa s tem srečanjem našim upokojencem pred Ferencem senjo, se pravi tisto soboto, pa potem, da se dobijo dejansko vsi cehi, ki delujejo v občini Turnišče. Kot ste že menili, občina praznuje svoj praznik meseca novembra pa so na sporedu tudi lokalne volitve. Vi ste relativno hitro že v začetku leta nekako podali oziroma objavili odločitev, da si želite nadaljevati opravljanje funkcije župana. Ja, glede na vse, kar sem ravno prej povedal, glede na te projekte, ki so še ostale, ki so še na zaloge, sem se nekako že v začetku leta odločil, da bom nadaljeval v naslednji mandat, se pravi s kandidaturo, seveda bodo volivke in volivci povedali, ali so bili zadovoljni v teh 4 letih z mojim delom, z delom naše oziroma ekipe občinske uprave. Vkolikor bodo nagradili, bom seveda z veseljem nadaljeval z delom. Kot sem že menil, je precej projektov, zaradi tega sem tudi šel hitro z objavo, da bom se potegoval za naslednji mandat. Nekako teh prvih 3,5 leti sem nekako doživel, kaj pomeni biti župan. Nekako bom rekel tudi, bilo mi je veselje in čas, da sem lahko bil župan. Upam, da bom tudi v bodoče lahko župan. Koliko se bodo pa volilke in volivci drugače odločili, pa tudi bom tisto njihovo voljo sprejel brez kakršnihkoli problemov. Najlepša hvala za obisk v našem studiu in za vse povedano. Hvala za vaše povabilo. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke in gledalci, za pozornost. Nasvidenje.